Prisrčno dobrodošli na otvoritvi tradicionalne jesenske keramične razstave Društva likovnikov Brežice v gradu Brežice z naslovom Keramika z Nevenko 2023. Med nami pozdravljam tudi predstavnice plesnega društva Imani, in sicer plesalki hip-hopa Vanessa in Klara, ki jo vabim, da nam svojim nastopom popestrita današnji dogodek. Vanessa in Klara, hvala. Naj omenim, da obedve gresta na naslednji teden na svetovno prvenstvo v hip-hopu na Poljsko in jima tokrat želimo seveda srečno pot, uživanje na dogodku in dobro udeležbo seveda. V našem društvu deluje poleg slikarske tudi kiparska sekcija. Zaradi naših možnosti, naše dosedanje poznavanje tehnike, pa tudi zaradi neizmernih možnosti ustvarjanja, ki nam jih daje glina, smo v glavnem osredotočeni na ustvarjanje v keramiki. Vezano na posebne pogoje, ki jih zahteva proces ustvarjanja, delavnice keramike potekajo predvsem v poletnem času. Z mesecem oktobrom, ko so dnevi že precej kratki in je tudi indijansko poletje že za nami, napoči čas, da tudi pokažemo, kar je nastalo. Žal je direktorica muzeja danes odsotna, je v tujini, se je zahvalila za povabilo, sva vse skupaj tudi skoordinirali, tako da je tudi njej žal, da se ni mogla udeležiti tega dogodka, saj je vsako leto tudi tukaj prisotna, če je le njena služba to dovoljuje. Pri ustvarjanju iz keramike gre za več postopkov, ki so končnemu gledalcu neznani, morda tudi nezanimivi. Videjo, pripravo in izvedbo celotnega postopka je vgrajeno veliko časa, materiala, delovnih orodij, pripomočkov, izkušenj, marsikdaj pa tudi kar precej iznajdljivosti in obrtniške spretnosti. Vsi ti elementi skupaj dajejo čar ustvarjanju, dvigujejo adrenalin v trenutkih ključnih odločitev in v iskanju novih smeri. Zadnji del postopka, ko odpremo peč, s težkimi in nerodnimi kleščami zagrabimo še žareč izdelek, ga zasujemo z gorljivim materialom, ko izdelke zapremo v raznorazne redukcijske lonce ter čakamo, da redukcijski postopek opravi svoje, je neprecenljiv za vsakega keramika. In seveda, vsak pogovor zamre, ko odkrijemo lonce, odmaknemo ostanke zgorelega papirja in še vroč izdelek počasi potopimo v vodo, da se ohladi. Marsikaj rado poči in marsikaj ni, kot bi si želeli. Celotni postopek ponuja obilico slabih končnih rezultatov. Velikokrat pa nas prijetno presenetijo čudovite barve, prelivanje odtenkov, struktura površine. Ko ste enkrat zraven, ko ste del tega ustvarjanja, potem razumete, potem cenite. Razstava Keramika z Nevenko je tradicionalna razstava, ki bi, kot smo že velikokrat dejali, glede na ta prostor lahko imela tudi drug naziv. Naslov odraža vpliv naše mentorice, magistrice slikarstva Nevenke Ruškovič, glede na njeno strokovno znanje, poznavanje gline, postopkov izdelave ter glede na glazure, ki jih sama izdeluje.
Mentorica s svojim vodenjem poskrbi in daje svoj prispevek k odličnim rezultatom delavnice oziroma nastalim izdelkom. Takole naša mentorica na kratko opisuje delavnico. Naša poletna keramična delavnica poteka več kot 15 let. Rdeča nit delavnic je ročno oblikovanje izdelkov iz visoko šamotirane gline, glaziranje z večino unikatnimi glazurami ter žganje v raku tehniki. V tem 15-letnem obdobju smo vsako leto preizkusili eno od tehnik oblikovanja, ki se uporabljajo v keramiki in so kompatibilne s tehniko raku. To leto smo spoznali tako imenovano tehniko wax resist oziroma tehniko voskanja. Wax resist je vrsta dekoracije z nanosom glazur in voska. Raztopino voska uporabimo za dekoriranje izdelkov, kjer ne želimo, da se glazura oprime izdelka glede na izbrano dekoracijo. Pri tem lahko dekoracija vključuje nanos enega sloja glazure, nato nanos voščenega vzorca in nato zopet nanos drugega sloja iste ali drugačne glazure. Vosek preprečuje oprijem druge glazure, kar omogoča, da ostane naslikani vzorec viden. Lahko pa vosek nanesemo že na posušen ali biskvitno žgan izdelek brez predhodnega nanosa glazure. Po žganju ostane vidna osnovna barva žgane keramike. Vosek lahko uporabimo tudi za ločnico med površinami, glaziranimi z enakimi ali različnimi glazurami. Nanos voska preprečuje stik glazur ali njihovo mešanje ter istočasno ustvarja določen vzorec na izdelku. Vso glazuro, ki jo nanesemo na področje voskanega izdelka, pred žganjem obrišemo, da ustvarimo jasen vzorec. Vosek med peko zgori in ne pušča sledi. Dela, ki jih danes predstavljamo, so nastala na letošnji delavnici v poletnem času. Pri izdelavi končnih izdelkov smo uporabili tako tehniko voskanja, kot tudi preostale tehnike, ki smo jih spoznali na prejšnjih delavnicah. Kot primer sta na stojalu predstavljeni dve deli. Razstavljeno je delo Olge Rožman, ki je dekorirano z raznobarvnimi glazurami. Barve so nanešene ena do druge in ne ena preko druge, kot bi bilo možno pri uporabi voska. Izdelki Kristine Bevc, ki so prav tako na lesenem stojalu, so izdelani v tehniki voskanja, s tem, da je le-ta nanešen na prvi sloj glazure, ki je zato ostal viden tudi po nanosu drugega sloja glazure v drugi barvi. Avtorica je uporabila vosek za poudarek detajlov na manjših površinah, kot se vosek običajno tudi uporablja. Vsem udeležencem čestitam za nastale izdelke. In seveda, da predstavim še avtorje, na letošnji razstavi razstavljajo Mija Vaškovč, Kristina Bevc, Branka Ereš, Vesna Flis, Helena Frešer, Zvonka Horžen, Sonja Kostanjšek, Edith Lukeš, Tatjana Radanovič, Olga Rožman in Suzana Zupančič. S tem je naša razstava odprta za ogled. Istočasno že najavljam prav tako v tem prostoru našo novoletno razstavo v decembru, ko boste razstavljali obe sekciji našega društva, tako slikarska kot tudi kiparska sekcija. Po ogledu pa vas seveda vabim na kozarec nečesa tekočega, prigrizek in prijeten klepet. Hvala.